Slovenija je, kar se tiče okoljske problematike, pred novimi izzivi in odločitvami. Obvezala se je do leta 2050 zmanjšati emisije toplogrednih plinov na nič ter preiti v družbo s krožnim gospodarstvom in s tem zagotoviti prebivalstvu enako ali višjo kakovost življenja. Tako je že 24. strokovno posvetovanje zapored pod imenom Okoljska samozadostnost Slovenije bilo organizirano znova v Moravskih Toplicah. Letos so glavnemu naslovu dodali še Od besed k dejanjem. Dvodnevno dogajanje je uvodoma predstavil predsednik organizacijskega odbora strokovnega posvetovanja Karel Lipič iz Zveze ekoloških gibanj Slovenije. Zelo pomembno, da iščemo strokovne rešitve na področju varovanja okolja. Pričakujemo od vlade in pa seveda tudi prihodnjih vlad, da bo prišla iz besed k dejanjem, tako kot smo tudi dali naslov tega posvetovanja, da pride do končne odločitve, kako ravnati z odpadki, oziroma jih tudi reševati. Premalo je reči zero waste, ampak to ni rešitev, to je dobra teorija. Pravzaprav Slovenija bo nujno rabila izgradnjo vsaj dveh objektov za termično izrabo odpadkov, tako v Mariboru kot tudi v Ljubljani. Pa seveda, kot veste, Ministrstvo za okolje in prostor je dejansko na seznam dalo še lokacije Ptuj, Jesenice in pa Kočevje. Je napoved, da bo se tudi ministrstvo resorno tako za okolje, pa za gospodarsko razvoj tehnologijo aktivno vključilo v ta prizadevanja. Seveda je tretje ministrstvo, ki prav tako sodeluje skozi Slovenske državne gozdove kot soorganizatorja, to je pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pa prehrano, ki se bo predstavilo jutri. Tako da, če še omenimo Ministrstvo za zdravje, imamo nek sklop resornih ministrstev, ki lahko bistveno pripomore k kvaliteti življenja, bivanja, predvsem pa zdravju ljudi in pa reševanju okoljskih problemov. Na letošnjem 24. strokovnem posvetovanju sodelujejo tudi 3 fakultete za strojništvo, in sicer Univerz v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu. Dr. Peter Novak z Fakultete za strojništvo Univerze v Novem mestu. Sem predlagal za dodatek k naslovu Okoljska samozadostnost Slovenije še 2 besedi Od besed k dejanjem. Če vi berete dokumente, ki smo jih v zadnjih nekaj letih sprejeli, so ti dokumenti izjemno kvalitetno napisani, z manjšimi dopolnitvami, praktično smo najboljši na svetu. Toda dejanji na podnebnem skladu nam ostaja po 100 milijonov na leto neizkoriščenih sredstev. Tisto, kar se pa porablja, se porablja v glavnem za študije in analize. Ali pa, na primer, lansko leto smo dali 60 milijonov za rekonstrukcijo gorenjske proge iz podnebnega sklada, toda ne za spremembo vleke, ki je okoljsko neustrezna, ker ne moramo zavirati z elektriko, ampak zato, da smo kupili šoder, pesek in pa tirnice. To ni namenska uporaba sredstev. Nadalje, mi imamo v Sloveniji 2 problema. Veliko onesnaženje zraka z delci PM2,5 in PM10 zaradi uporabe biomase. Ker kurimo les na široko, celo Ekosklad podpira zamenjavo kotlov na lesne kotle, šole se opremljajo z biomaso, onesnaženost pa raste. Po drugi strani imamo tehnologijo za uporabo lesa v kogeneraciji, ki bi jo lahko razvili do polne mere in izvažali po celem svetu. Vendar za to ni posluha, da bi sofinancirali iz podnebnega sklada. Imamo tehnologije, ko je kolega predsednik govoril o termični obdelavi odpadkov. Ja, samo moramo vedeti, kaj je to. To ni sežiganje odpadkov. Poudarjam, to ni sežiganje. In če misli vlada narediti sežigalnice, je to velikanska napaka. Vse gorljive odpadke moramo kemično razgraditi, to se pravi, da mi rabimo termično obdelavo, ki gre v smeri razgradnje vseh odpadkov v osnovne sestavine, med njimi je tudi ogljik, je tudi kisik, je tudi vodik
In iz teh osnovnih sestavin mi lahko naredimo s pomočjo sonca in biomase, ki jo imamo v Sloveniji, nova goriva. Tista, ki jih mi rabimo, in ta goriva so 100% obnovljiva potem. Pričakujem, da bodo ministrstva, ki pripravljajo programe za uporabo tega denarja, to upoštevale. Slovenija ima 4-krat več sonca na razpolago, kot rabi vse energije. Slovenija ima ogromno biomase, ki gnije. Nisem našel bilance, koliko biomase v Sloveniji se gnije in vrne v obliki CO2 ogljik v ozračje in koliko jo mi lahko porabimo za proizvodnjo novih goriv. Po mojih računih lahko z malo dobre volje pokrijemo vse naše potrebe. Kajti ogljik v biomasi je narava vzela iz ozračja, brez da bi mi kaj plačali. In ta ogljik mi lahko uporabimo kot osnovni gradnik za bioplin, to se pravi metan ali metanol kot tekoče gorivo, ki rešuje tudi v celoti oscilacije pri obnovljivih virih, ker imamo tekočino, ki jo lahko hranimo leto, 2, 3 ali pa 100 let. Torej, od besed k dejanjem. Kar je napisano v resoluciji o dolgoročnih podnebnih spremembah v Sloveniji, je odlično. Samo nikjer ni napisano, kdo in kdaj bo kaj naredil in s čim. Mi imamo danes na razpolago velike denarje in z malo truda Slovenija lahko postane najbolj napredna dežela v tehnologijah, ki spreminjajo emisije. Pozivna zgodba, s tem pa pohvale drugod iz Evrope zaobsega področje sistemskega zbiranja komunalnih odpadkov, kjer je Slovenija po uspešnosti v samem vrhu in narekuje tovrstne trende v Evropi, je izpostavil magister Igor Petek iz Publikusa ter nadaljeval. Lahko rečemo, da je, danes je kolega iz Avstrije predstavil, da imajo probleme pravzaprav v neenotnosti sistemov, se pravi lokalnih predpisov. Pri nas vsaj deloma je to neenotnost pokrila državna uredba, ki je na nek način predpisala osnovo pravzaprav standarda zbiranja in ta se je uspešno upeljal. Imamo pravzaprav zelo velike deleže ločenega zbiranja, s tem, da imamo tukaj še kar veliko prostora za izboljšanje, kljub temu, da so nas razglasili pravzaprav za najboljše. Na državni ravni mogoče pogrešamo tudi neko bolj jasno usmeritev za preprečevanje nastajanja odpadkov in njihovo ponovno uporabo. Tukaj imamo posamezne pravzaprav občine, posamezne okolja, kjer so tukaj močno napredovali, ampak ta zadeva pravzaprav rabi še mogoče večji zagon. Lahko rečemo, da je danes pravzaprav, da so vsi centri za ravnanje z odpadki, kjer se vrši obdelava mešanih komunalnih odpadkov, da zadoščajo potrebam po kapaciteti, se pravi potrebni kapaciteti za celotno Slovenijo. Na nek način bo treba urediti tudi predelavo odpadnega komunalnega blata. To smo se v zadnjem času zelo srečevali, bolj kontrolirano, bolj skladno z cilji. Na temo ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, predelavo le-teh ter o problematiki blata in ostankov je nadaljeval dr. Filip Kokalj z Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. V Sloveniji se je v 20 letih veliko naredilo na področju ravnanja z odpadki. Izzivi za prihodnost so in jih je tudi veliko. Najprej zagotovo bo treba izpopolniti infrastrukturo, ki jo imamo. Največji manko imamo na področju energijske izrabe odpadkov. Kakšna bo tehnologija, ali tako, kot jo predlaga profesor Novak, ali kakšno drugo, bo odločitev kasneje, vendar mi moramo zapolniti ta manko v hierarhiji ravnanja z odpadki. Smo zelo dobri v preprečevanju nastajanja odpadkov, smo zelo dobri v ponovni uporabi odpadkov, odlično ločeno zbiramo in recikliramo. Potem je pa faza, da tisto, kar ne more z predhodnimi koraki rešiti,
je pa treba, vkolikor gre za odpadke, ki imajo neko kurilno vrednost, jih je treba energetsko izkoristiti. Danes po večini te odpadke izvažamo v tujino. Mi imamo pa energent, ki ga izvažamo v tujino, je naš energent, ki je nastal v Sloveniji in zato plačujemo, da v tujini to izrabljajo in se na ta način v tujini poceni ogrevajo in imajo poceni elektriko. Tudi Evropska direktiva nam kot državi nalaga samozadostnost pri ravnanju z odpadki in zagotovo na tem področju energijske izrabe bo država morala narediti svojo domačo nalogo in ustvariti možnost, da se te kapacitete ustvarja. Pogled v prihodnost pa pravzaprav kaže to, da so veliko izzivov na področju ravnanja z odpadki, torej od krožnega gospodarstva, od zelenega prehoda do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, do doseganja novih, višjih ciljev recikliranja po posameznih frakcijah odpadkov, do preprečevanja nastajanja določene, na primer, plastike za enkratno uporabo. Tako da pravzaprav izzivov je zelo veliko. Na dvodnevnem strokovnem posvetovanju je pričakovati konstruktivno razpravo o konkretnih ukrepih in načrtovanih rešitvah, katerim bo Slovenija namenila sredstva, tudi evropska, za doseganje zapisanih ciljev v bližnji prihodnosti.